Sem Anika in poslušate Radioaktivno. Pismo Božičku in Anika Horvat. Anika, lepo zdravo, da je Radioaktivno. Lepo zdrav, Boštjan, točno vem, kaj me boš vprašal. Ti povem? Povej. Če sem že pisala Božičku. Pa tega sploh nisem nameraval vprašati. Verjetno pa si mu že, ker ti danes smo 24. decembra. Veš, kaj bom povedala? Ko me vedno vpraša, moj dragi, kaj si želim za Božička, ne? Rečem nič. Pa kako nič? Ja, za moje želje ti pač nimaš denarja. Ni glih tako. Samo moram priznati, da sem si letos lepo pred božičnico sama podarila, in sicer po nekaj letih so mi razpadle buce za bordanje in sem si komplet vse novo privoščila, in bord in buce, lani že nove hlače in novo bundo, še vezi. Tako da sem se lepo opremila in sem si sama podarila za Božička. Verjamem v Božička, verjamem v Dedka Mraza, verjamem vse dobre može. Bomo pa videli, kaj bo podelko. Pomeni, da te je Dedek Mraz oziroma Božiček popolnoma opremil za zimsko sezono? Jaz še vedno verjamem v Dedka Mraza, zato ker nekako, ko sem bila majhna punčka, mi je bil samo Dedek Mraz in potem so se nekega leta odločili in Dedka Mraza več ni bilo in potem je bil Božiček in sem zelo hvaležna, ker zdaj oba praznujem, ampak Dedka Mraza tudi obvezno. Tako da jaz in mož si dava podelko za Dedka Mraza, otrokom pa za Božička. Ja, danes je koristen vsak dobri mož v današnji družbi. In
Italijani imajo še Befano, to je 6. ali 7. januarja, to je taka čarovnica. Tudi, mislim, če kdo praznuje to, tudi takrat še sprejemam, bom pustila jelko, če me kaj čaka pod spodaj. In Anika, če pogledaš v leto 2024, zate uspešno? Leto 2024 je bilo zelo uspešno, ker sem zelo garala, veliko skladb naredila, veliko dela in ta trud se že izkazuje za leto 2025. Ne smem preveč vsega povedati, ampak od vedno je moja želja, da bi veliko s svojim bendom nastopala in zdaj imamo že kar nekaj zakazanih koncertov za leto 2025 in mislim, da če delaš in si priden, seveda vse skupaj obrestuje. Moram se zahvaliti Kevinu Karadinu, v katerega močno verjame in on verjame vame. To je glasbenik, ki je moja sorodna duša in je Portorožan. 13 let nazaj sva se nekako bliže spoznala. Poznala sva se celo življenje, vendar ne sodelovala. Takrat smo naredili skladbo Superstar, jo poznaš? Poznam to že dolgo časa nazaj. Ja, in zvlekli so moji otroci ven iz Naftalina in zdaj je mojim otrokom to najljubša skladba bila in potem sem jaz pomislila na Kevina, na kar je Kevin slučajno prišel tudi mimo Optike, zakaj ne bi nekaj naredili. Sem rekla z veseljem, pa kaj ti je zdaj všeč in tako in smo malo razmišljali, eno skladbo je za mene napisal in je rekel, trdno prepričan, da ta skladba bi mogla biti posvečena mojemu očetu, to je skladba Zvezda. Pa sem jaz rekla, seveda lahko zvezdo naredimo, torej napisala sem besedilo, katerega je potem Lara Baruca še dodelala in nastala je ena zelo lepa skladba, vendar nisem hotela na velik zvon obešati to, da ne bi spadlo, da želim, da se skladba prodaja zaradi mojega očeta in na čustva. In potem je rekel Kevin, ne. To mora biti poudarjeno in močno poudarjeno, da je za tvojega očeta še močneje poudarjeno, ker si to zasluži. Skladba je dobila neverjeten odziv ljudi in tista pot, takrat se je pot moja in od Kevina začela. Predvsem rada sodelujem z njim, ker me podpira v ustvarjanju, ker ko napiše skladbo, je popolnoma odprt za moje ideje. Celo tako, da pri Zvezdi je bil ta začetek, da tega refrena nebo se zagledam, ko sama ne zmorem, ti zame žariš, je bil drugačen refren. In jaz sem to skladbo demo poslušala doma. Kevin, imam tekst za refren. On pride v Optiko, jaz mu zapojem, tega refrena ni bilo nikjer. Je rekel, ne, ga ni, sorry, ampak ostane, je super. Tako da ful rada delam z njim, zato ker mi zelo prisluhne. Ekipno delo od vedno pravim, da je takšno, da smo eno vsi, ni, tu imaš skladbo, tako jo boš zapela, če ne si jo zapoj sam. Pri besedilu, recimo, ko delam tudi z Leonom Oblakom, zdaj trenutno ustvarjava z Leonom, so samo besede, pri katerih se mi zatakne, niso besede, katere mi niso všeč, ko napiše tekst in potem on to obrača, tako da meni spelje. In je to res potem eno lepo sodelovanje in stvar pride skupaj v eno celoto, kjer če sta dva ustvarjalca oziroma ponavadi smo trije, se vsi počutimo del te skladbe, ker če vsak vleče svoje niti, potem je boljše, da on poje svoje pesmi. Rada delam z ljudmi, s katerimi se zlijem v eno. To pomeni, da delaš z različnimi ekipami? Pomeni tudi to različne skladbe? Z različnimi ekipami ne, zdaj se s Kevinom drživa korit pa srajca že kar nekaj časa, zato ker ful lepo ustvarjava. Jaz notno nisem podučena, sem pa breznotno zelo podučena in v bistvu je to en privilegij, v bistvu vseh minusih so tudi plusi, vseh plusih so minusi in glasbo čutim na drugačen način. On meni vse prisluhne, recimo tudi in jaz njemu seveda, ko on reče ne, to ne bo, ko je trdno prepričan, ok, ne bo, ko sem je, to bo. In recimo pri back vokalih jaz slišim ne vedno samo terce, slišim tudi kdaj kakšne melodije, ki zraven pašajo in v bistvu skupaj res lepo ustvarjamo, tako da zdaj se Kevina kar držim. Besedila pa pišemo različni ljudje, kot sem prej omenila, jaz pišem zdaj, z Laro pišem, Leon Oblak mi piše, v bistvu pa so to vse ljudje, ki me zelo dobro poznajo in če omenim, seveda Mefa ne pozabimo, vse poznamo te ljudi, s katerimi res sem pri Mefu se je začelo, stara sem bila 20 let in mi je pisal na kožo, kot da je Anika Horvat, pa sva medgeneracijsko nisva enako, ma sva isto. In besedila ti lahko samo piše tisti, kot pravi Leon Oblak, jaz sem bil Anika Horvat, jaz sem se pretvoril v Aniko Horvat, samo tako lahko deluje. Skoraj vsak primorski tekstopisec je lahko Anika Horvat? Ne more biti. Zakaj ne? To samo čez moje rešeto gre, ko potem jaz to preberem, pa vidim, če je bil Anika Horvat. Gremo v drugi skladbi, omenila si jo že, to bo Zvezda. Ja, Zvezda je posvečena mojemu očetu, o njej sem že veliko povedala. To je ena od tistih pesmi, ki bo zavedno ostala v srcih ljudi in tudi v mojem srcu in jo ful rada pojem. Jaz vedno pravim, da dobre pesmi so tiste, kjer izpadeš, se bom poslužila enega izraza, ki ni prav slovenski, ker izpadeš gadur. Lahko to prevedeš?
frajer, dober pevec, žival od pevca, da si dober. Dejansko se pa ne dosti namantraš, zaradi tega, ker je pisana na kožo. Je pisana nate, na tvoj vokal, na tvojo jakost, tvoj glas zazveni tako, kot je treba. In Zvezda je ena od tistih, ki v bistvu lahko dam na koncertu tudi prvo, s katero se segrejem in ni ok, jo bom pol prišparala. Zelo rada jo pojem. In to so pesmi, recimo na koncertih Samo ti, ki ne smejo nikoli manjkati. To so pesmi starejšega kova, bom rekla, Od predala se ne bom, Samo ti, Ogenj in led, ki so v bistvu skladbe, verjameš ali ne, ki jih na vsakem koncertu z veseljem zapojem in zazvenijo drugače. Večne. Odpiram ti vrata na stežaj, življenje moje lepo. Izgubim se kdaj pa kdaj, o sebi nosim srečo. Tvoje zlate niti pletem novo zgodbo. Z vsem, kar si mi dal, grem naprej. Anika Horvat z mano. Anika, kako gledaš v leto 2025? Zdaj, ko sem te popravila, da ko me pokličeš, rečem vedno mojemu možu, da je klical Boštjan, pa je rekel Onika. Zdaj si se popravil, rečeš Anika, ampak meni je všeč, kar reči Onika, ker mi je simpatično. Kaj si vprašal, če? Kako gledaš v leto 2025? Kako naj gledam, če ga še ni? Je Bog malo, ki ti trka na vrata. Živim tukaj in zdaj, ampak to ne pomeni, da človek mora sedeti križem rok. Nimam pa notesnika, v katerem pišem dnevno, kaj bom počela. Imam pa sanje, želje in načrte.
in vem, da če grem v pravo smer, se vse lepo izide. Mislim, da bo 2025 zelo lepo leto, ampak raje bi ti odgovorila, kakšno je bilo 2024, čeprav sem ti že prej. Zelo delavno, zelo lepo, mislim pa, da prihaja eno res lepo prevetreno obdobje. 2025 bo lepo že zato, ker komaj čakam konec januarja, ko izide. Prej sem ti zaupala najlepša skladba v mojem življenju, z vsem spoštovanjem do vseh mojih skladb prej. In res je, za vsako skladbo rečem, to je moja najlepša. Ne vem, če sem tebi že kdaj to rekla. Si že. Tako da sedaj najlepša prihaja. Zdaj prihaja najlepša skladba mojega življenja v tem ritmu, kot so Rožnata očala. V tem ritmu, v tem modu, v tem vibu, če se poslužujem malo tuj, ki so zdaj moderne. Vsaka pesem posebej je zelo posebna. Kako boš to vedel, katere niso, ker namreč posnela sem jih sigurno 300, lahko priješ na moj koncert in tiste, ki zapojem, zagotovo so to te skladbe, ki so večne. V to, zakaj verjamem? Zato, ker želim, da 2025 leto zaznamuje pesem, ki bo prišla konec januarja, Rožnata očala, in želim se celo leto počutiti tako, kot ta pesem poje. Grem naprej in si nadanem Rožnata očala. To pomeni, da v življenju se ti zgodijo določene tudi negativne stvari, določena negativna spoznanja oziroma ljudje, ki ti pridejo naproti, ki tudi niso vedno prijatelji, tudi se tako izkažejo, ampak zato ne zapreš vrat in rečeš, ne bom verjel v prijateljstvo, niti v ljubezen. Veš, kakšnih ljudi nočeš ob sebi, greš spat, se zbudiš, si nadaneš Rožnata očala in greš naprej. Ampak Rožnata očala prihajajo komaj prihodnji mesec. Ampak tebe sem že zaprla v avto danes in si mogel na silo poslušati in... Sem ti že komentiral. Ja, pa komentiraj še za vse nas, za poslušalce. Moderno, hitro. Rekel si, mora biti hit. Mora biti hit, trendovsko. Veš kako, v tej skladbi, pa ne smem preveč govoriti, ampak v tej skladbi sem združila ljubezen do Big Banda. Moja raznolikost je postala moj zaščitni znak. In to, da me nekdo ne zna popredalčkati oziroma ne ve, kam me dati, je to velik poklon zame in pohvala, ko mi kdo to reče. Ne želim, da me noben predalčka in ne rabi me nikamor dati. Jaz sem brez zvrsti, jaz sem Anika in glasbo ljubim in ta Big Band, s katerim sem ustvarjala od 20. leta starosti, ki se poklanjam temu, da sem to možnost imela v življenju in naredila z njimi 3 albume in še kar to vlečem naprej, je to, da sem rojena za swing, za pač te ritme swingovske. In dejansko je v tej pesmi Rožnata očala združeno z svežino tisto, za kar živim s Big Bandom. To je pa vse, kar bom povedala. Sedaj bo zavrtela nekaj drugega in sicer skladbo Do tja. Ok, lahko še kaj to o tej skladbi povem. Skladbo Do tja, prej sem pozabila omeniti Leona Luigija Kozlerja, ki je šef mojega benda, moja desna roka na levi strani na odru, moj brat, ni pravi brat, ampak je pravi brat. Glasbeni brat. Glasbeni brat, zato ker brat ni nujno, da se rodi isti mami in očetu. Mi dva veva, zakaj je moj brat. Pač en gospod je celo enkrat vprašal, ti imaš res za neko brat in sestra, ker nista si neki ful podobno. Ja, je moj brat. Zakaj? Z njim grem lahko na konec sveta. V bistvu, ko se mi kdaj tudi ne dajt na špil, pol si rečem, se grem z Luigijem. In pol se zdaj že hecava, kdaj zadnjič sva imela zelo kratko pot iz Cerknice do doma. Je rekel, zdaj gremo do Slovenj Gradca in pol domov, ker bo dal en komad, drugi komad, debata, vse ono. Lepo nam je skupaj. On je združil tudi band, s katerim igramo že 6 let. Zelo lepo me spremlja na moji poti. Prvič imam ob sebi fante, s katerimi res diham in oni dihajo z mano, čeprav se edina napaka, ki se kdaj kregajo name, da ne držim se kdaj vrstnega reda na odru, ne? Ker me prime žuta minuta in dam kar en komad, da pridejo zeleni. No, to smo si obljubili, recimo, da naslednjega leta ne bo več, da se bom držala repertoarja. Kar ne verjamem. Kar ne verjameš, kot da bi me poznal, bom se držala. Ampak Luigi mi je tudi napisal krasno pesem, oziroma prvo pesem Pada ni napisal zame, pa sva jo vseeno naredila kot duet, ki ima neverjeten odziv, ne glede na to, ali ljudje poznajo ali ne. In pesem Do tja je napisal zame, na kar je prišel demo posnetek, korona je bila takrat snemati k meni domov in je stela moja hčerka nekaj prepevala zraven, neki problem, in sem jaz dobila preblisk. To ni ljubezenska pesem, to je pesem posvečena. Ker Ata je meni posvetil Ano Aniko, ko sem bila stara 3 leta. Janko Ropret jo je pel, eno prečudovito skladbo in danes vem vrednost tega, kar je Ata naredil meni. In sem ne zaradi tega dobila preblisk, da je to darilo mojim otrokom, da bodo vedno v življenju poslušali lahko to skladbo. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanjajo si jih kot otrok. Naj te odpelje vse do tja, da našel boš pot do srca.
do tja. Da nikoli ne nehaš verjeti v svoje sanje, nikoli ni prepozno sanjati. In potem, veš, ko si rekel za 2025 moje plane, sanjati in delati take tihe plane za 2025, kaj bo. Ne v notesniku, Bog ne daj in po datumih. Ampak iskati priložnosti. Ena vrata zaprta, druga se bo odprla. In če je tvoja pot prava, bo prišlo do teh sanj. Moramo sanjati, moramo vedeti svoje bistvo. Vsak ima na tej zemlji svoj namen, vsak je edinstven, ni najboljši, nima koga premagovati, vsak je eden in edini. In jaz mislim, dosti razmišljam zadnje čase o tem, kako bi bil svet boljši. Ker zadnje čase res ni najbolj rožnato. In mislim, da je ena velika stvar, če bi vsak v sebi najdel svoje bistvo. Recimo, jaz sem v sebi najdla muziko, ki me vleče naprej. Ni pomembna slava, ker za mene je slava grda stran tega, kar počnem. Slava, pač popularnost. Za mene je pomembno, da moje ustvarjanje, mojo glasbo delim z ljudmi in da mogoče komu pobožam srce, polepšam dan, spusti kakšno solzo tudi, da mu odprem srce. In pomembno je za človeštvo, da bi vsak od nas najdel svoje bistvo. Zdaj pa povej, če se strinjaš. Strinjam, zato kar poslušamo. Ok, do tja, samo za vas, Leon Luigi Kozlar je napisal, jaz sem tekst dodala, tudi Leon ga je malo, in za vse otroke in otroke po duši. Zdaj bom kar zamižala in gledala svoje spomine. Sama se bom nasmejala, vse kar slabo je naj mine. Tudi če sivo je morje in modri so tvoji oblaki, tudi če ti ne verjameš, dolgi so tvoji koraki. Verjemi v sebe in vse, kar ti nariše nasmeh, ko nov dan te prebudi, moj svet te zavrti. Ko bom spet oživela in te odpeljala v neznano, kar s tabo srce mi razbija in vem, lepo bo ostalo. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, ker našel boš pot do srca. Do tja. Verjemi v sebe in vse, kar ti nariše nasmeh, ko nov dan te prebudi, moj svet te zavrti. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, ker našel boš pot do srca. Do tja. Prepusti se, naj te odpelje v kraje, ki sanja vseh kot otrok. Naj te odnese vse do tja, da našel boš pot do srca. Do tja. Anika, za konec tega pogovora. V letu 2024 si mi že v enem izmed intervjujev dejala, da leta 2025 prihaja album. Bo temu tako? Boštjan, prvič v življenju imam plane že za 2026, ne boš verjel. Bi kaj želel zvedeti? Lahko razkriješ, ekskluzivno. Ne smem, popolnoma nič, ampak imam plane že za 2026, ne smem povedati popolnoma nič. Država se kar 25. Kaj si me vprašal, če?
če bo album v letu 2025, kajti v enem izmed intervjujev si mi ga najavila. Ja, za katero leto? Za 2025, za pomlad. Celo držim se, celo držim se tajminga. Ja. To ne vem, či se ga boš. Ja, seveda se ga bom. Album izide spomladi 2025, kot sem najavila. To je album v Rikverc, ne bo tako naslov. Vem pa, kaj misliš s tem. To je moj drugi album v Rikverc. Žal mi je, da nobenega proizvajalca avtomobilov ne bi nič stalo, če bi vrgel noter v avto ta CD-player. Jaz sem še vedno mnenja, da glasba mora biti dotakljiva. Ful je drugače prijeti v roko album, pogledati tisto knjigico, vrš noter CD in ga boš poslušal. In še danes, v bistvu, jaz imam roka, star je 5 let, ampak ko sem ga kupila, sem rekla, joj, kako sem zafrkala, nisem rekla za CD-player. Ok, 1, 2, 3 in sem odprla predalček, yes! In je noter bil CD-player. In moram reči, da ne funkcionira na meni po kodi vlečenje dol albuma na telefon, ker mi ga zapolne, ključke zgubim po avtu. Jaz mislim, zdaj so za prestiž začeli delati spet glasbeniki LP plošče, ne? Tega ne boš videl v avtu, ne? Ampak srčno upam, da bi se CD-ji vrnili, zato ker še vedno albumi, ki so otipljivi in ki jih največkrat zavrtim potem tudi v avtu. Album v Rikverc pa zato, ker dejansko zdaj albuma ni več ta vrednost, da narediš eno pesem, vse ostale nove single, potem počasi izdajaš. Je dejansko, da izdajaš single in potem nekako moram nekam zapakirati, ne? Na albumu bosta 2 oziroma 1 nova skladba, ki potem pridejo Rožnata očala januarja, potem ob izidu še 1 nova in pa vse moje skladbe zadnjih 2 let. Seveda spomladi bo spomladi 2025 album, ne boš verjel. In kaj ti praviš na to moje mnenje za CD-je, še to povej? Moje mnenje je, da glasbenik mora imeti nosilec zvoka. Otipljiv? Tudi otipljiv, zato ker je to lahko ne nazadnje samo vizitka ali pa darilo. Ja, sej to je, sem potem jaz dam CD in rečem, imate še CD-player, pa noben ga nima. Tako da zdaj bo verjetno na ključku in apeliram, jaz še vedno mislim, pa bomo videli, to imamo shranjeno v arhivu, da se bodo CD-ji vrnili. Bomo videli čez 10-letje. Zdaj noben niti ne ve, kaj to več je. Bo pa za konec zavrtela še tvojo aktualno Ptice v nas. Ptice v nas je moja nova skladba, za katero je besedilo napisal Gregor Stremecki, glasbo Kevin Koradin. Ptice v nas, to sem jaz, ker jaz sem ptičarka drugače. Moj oče je bil napol veterinar, to že razlagam od izdaje te pesmi. Ni zato nastala Ptice v nas, ampak kje jaz najdem to svobodo? Jaz jo najdem, ko gledam ptice in ko plavam pod vodo, ne nad vodo. Mene na plaži ne boš najdel, ker pod vodo plavam, več ali manj imam očala in plavutke in to je to. Najdem tam mir. In najdimo to svobodo v sebi, takrat dam si na glas te ptice v nas in ni me več strah. V bistvu dostikrat pozabljamo nase, če bom še malo pametna, ker sem bila že prej, bi še en nasvet dala za moje poslušalce. Ni sebičnost grda lastnost. Sebičnost je pač taka beseda, da smo jo vzeli kot grdo lastnost. Lahko jo imenujemo tudi drugače, poskrbeti zase. Prvo si ti in ti, ker le če boš ti dobro sam s sabo, boš lahko dober in pravilen tudi z drugimi. Skladba prihaja v radijski eter. Annika, hvala, da si bila gostja vdaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Ja, pa oprostite, ker sem tokrat skoraj diplomirala iz psihologije, ampak to vse prihaja iz srca. Jaz mojim poslušalcem, predvsem tebi tudi, dragi Boštjan, želim ene lepe praznike, naj bojo prazniki vsak dan in hvala Radio Prlek, da spoštujete in podpirate slovensko glasbo. Krož, ki cveti in mi daje moč, dvigam se na temo, zgoraj jasno je to nebo, dajem si v svojo kri. Nekaj lepih srečnih dni, nihče ne vidi solze, mi v morje obrišem si oči. Pridi z mano in se smej, to, kar čutiš, daš naprej. Vsak dan je začetek za lepe stvari. Nekaj me nosi in v meni leti. Takrat dam si na glas te ptice v nas in diham ta zrak. Takrat dam si na glas to morje in strast, te ptice v nas. Dam na glas te
mojo kri. Nekaj lepih srečnih dni, nihče ne vidi solze, mi v morje obrišem si oči. Pridi z mano in se smej, to, kar čutiš, daš naprej. Vsak dan je začetek za lepe stvari. Nekaj me nosi in v meni leti. Takrat dam si na glas te ptice v nas in diham ta zrak. Takrat dam si na glas to morje in strast, te ptice v nas. Dam na glas te ptice v nas in že letim, 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 letim. Dam si na glas te ptice v nas in ni me več strah. Ni me več strah. Diham ta zrak. Dam si na glas te ptice v nas. Dam si na glas te ptice v nas. Sem Anika Horvat in vi poslušate Radio Aktivno.